Zdaj si izrekel eno besedo, za katero vem, da si zelo pazljiv, ko jo izrečeš, in mogoče par besed o konceptu, ki smo se že parkrat pogovarjali, pa mislim, da ne javno, ki mi je zelo dober, in sicer koncept razlika med moram, mogli bi, in lahko. Ti si zelo dober primer, kako si ta koncept implementiral v svoj life, pa mogoče za tiste, ki ne poznajo tega malo več. Tukaj od zadaj je pravzaprav neka cela teorija, v transakcijski analizi je to teorija skripta, cela teorija izgorevanja pravzaprav tudi temelji na tem, mičken vseeno pa skočil to v bistvu, ta občutek lastne vrednosti, se pravi psihološka homeostaza, bom to malce zanemaril, ampak samo v koncept, zaradi tega, ker je v nekem delu strahovito pomemben, ker se da včasih samo za tem menjava tega koncepta posem. Imam primere, ljudje, ki so probali z antidepresivo, recimo, pa tudi drugih substanc 10, 12, 15 let niso mogli neobzdravniški oskrbi in tako dalje, potem pa samo menjavi tega koncepta enostavno prešli brez kakršnih koli utegnitvenih sindromov, kar je seveda vrsta še drugih razlogov pri tem botruje. Ampak samo zato, kako vnašam, kako bi rekel, teorije razsvetljenja v vsakdanji life, moranje je, ko poskušam realizirati neki občutek lastne vrednosti. Jaz razumem, da imam neki notranji potisk, ne počutim se če nisem nekaj realiziral. In ta moranja me silijo v neke oblike obnašanja in tudi v intenzivnosti in vrsto in kvalitete tega obnašanja, se pravi v nek rezultat, in sem seveda tukaj noter vpet, se pravi moj občutek lastne vrednosti je vpet. In zdaj, če sem v modu moram, potem postanem, če se spomnite ta svet, grem v prihodno situacijo, nisem več tukaj. In je to vrsto takih kratkih identifikacij, ki jih lahko sami naredite, je, kdaj ste v modu moram, pa kdaj sem v modu lahko. Zlasti, če pogledam, ko so se mi da pogovarjali, to mislim, da tako, ko prižgeš računalnik, pogledaš, katere maile moram jaz odgovoriti. Je klasična. Ko pogledam to situacijo, je moj odziv lahko, katere maile lahko odgovorim. Isti maili, vendar je moj odnos drugačen. Kje se to spozna, najlažje v te občutke identificiramo, če se spomnite kakšne igre, ko moraš nekaj narediti ali lahko narediš domačo nalogo, včasih tudi rečeš, bom pa naredil in potem to delaš in si uživaš. Fanti, ki smo malo bolj narodni pri plesu, pa včasih punca reče, zdaj pa greva plesati, pa imaš občutek, da moraš iti plesati, pa tudi ne vem kaj od tega plesa. Potem pa malo spiješ, pa gremo plesati, lahko greš. In najbolj se kje to pozna pri intimnem odnosu. Kakšna je razlika takrat, ko morate seksati ali pa takrat, ko lahko. In zdaj, flow, zen je v modu lahko. In jaz se v bistvu lahko premaknem nazaj v zen pozicijo in rečem, kaj lahko delam. In zdaj seveda tukaj ločim notranji svet od zunanjega sveta. Moram pomeni, zunanji svet jaz rečem, potrebno je. Potrebno je nekaj narediti, potrebno je pospraviti, potrebno je odgovoriti na maile, vendar jaz to lahko naredim in sem takoj v flowu lahko. In imam tukaj vrsto nekih razbremenitev, celotna fiziologija se tukaj spremeni, v problemski situaciji sem bistveno bolj v ritmu, bistveno lažje usklajujem, koliko jaz kaj zdaj moram, katero nogo naprej, katero nogo nazaj, kak je ritem, se zdaj to foxtrot pleše ali ne vem kaj. Če sem lahko, potem jaz to počasi lovim. Ta moram je pa zdaj v sodobnem svetu ful velik ujet v to, da jaz realiziram sebe, svoj smisel, višji smisel, da sem lep, dober, najboljši, perfekten in tako dalje. S tem moram mi dodamo pressure našemu stanju. Tako.
Ja. In seveda, tako kot smo rekli, Nepotreben prešer. Nepotreben prešer. Ja. Vendar je tako zopet, če se te osnovne izhodišča držimo, da ne obstaja v organizmu nič dobrega, mislim, nič, kar bi bilo absolutno dobro ali absolutno slabo, seveda so tudi moranja, v določenih primerih pa koristna. Seveda mi rečemo, da volja je višja kognitivna funkcija, jo aktiviram v takrat, ko imam že bistveno podrto homeostazo in gre za preživetje. Okay, bom dal, nekje moram odrezati roko. Zdaj seveda vprašanje, ali zopet, če imam ujeto noter, pa je vprašanje, bom preživel, jo moram odrezati. Zdaj, tukaj moraš se pravi, za razsvetljene bi lahko rekli, tudi lahko pa je odreže. Za večino ljudi pa moram to narediti, zato da preživim. In v medosebnih odnosih je včasih veliko teh moranj, ampak jaz to delim vedno na notranji svet in na zunanji svet problemske situacije. To, kar moram, to je potrebno je zaradi tega, ker ne želim prizadeti ljudi, želim jim boljše, želim to, želim. Ja, dost malo situacije, ali pa jaz bi celo rekel, da nič situacij ni, ker dejansko moraš nekaj narediti. Ne? Ja. In potem ti v bistvu ustvariš, kako? Smrt pa davki. Ja, sem to ne narediš, ampak to se zgodi ti. Ja, pač se to zgodi. In jaz mislim, da tukaj veliko ljudi ustvari iluzijo v glavi. Ne? In je to ta prešer, ki je tudi Jani omenil, ki te v bistvu dejansko lahko poruši. Ne? Ja, in zdaj se pravi, ta psihologija mi služi skok v prihodnost, jaz vidim tam sebe, kaj vse bi moral. Običajen problem pravzaprav stresa je, da jaz pravzaprav zlasti recimo, ko pišem cilje, kaj zrcalim sebe, svojo funkcijo, ta trenutek v prihodnost, jaz na motivacijskem seminarju sem hajpan. Ko bom šel to izvrševati, sem jaz v čisto drugem psihofiziološkem stanju. In zdaj potem, se pravi, dobro gre delati tja v različne, od hajpa do nekega normalnega počutja, do depresije in te vse cilje potem se ustrezno sponderira lastne zmogljivosti v prihodnost. Taka tipična stvar, ki jo nerazumno običajno delamo, je, da vzamemo kredit za 30 let naprej, ker ta trenutek imam službo, čez 30 let bom pa star, betež, nesposoben na trgu delovne sile in ne bom imel prihodkov. Ampak ocenim jih pa v tem trenutku. Spravi, skočim v prihodnost, prijem nazaj in zdaj, ko jaz skočim v prihodnost in sebe v bistvu tam pustim, potem moram je takrat, ko jaz se realiziram tega svojega prihodnega jaz, in to potem postane driver in potem seveda v enem smislu tega čisto monostrukturne je smiselno, ker mi to čisto vektorizira prizadevanje, iz vidika polistrukturnosti pa inteligentnosti mi pa seveda to bistveno ovira, ker ne morem, če moram, potem ne morem. Okay, jaz pa lahko levo, desno, naprej. Tipičen osnoven mentalni položaj je vedno tak, da lahko stopite, je ravnotežen položaj in to pomeni, da lahko stopite naprej, nazaj, levo, desno. Ko pa moram, sem pa jaz na robu prepada in jaz moram stopiti naprej. Nimam druge možnosti, moranja, in zaradi tega jih toliko stopi čez. In nesrečno konča. Moram, nimam, porušeno imam ravnotežje. Moja motivacija je tako vektorizirana, tako močno, da se ne morem več inteligentno obnašati v kompleksni situaciji.